Dober večer. Novomeški Revoz ukinja polovično nočno izmeno. Brez dela bo tako ostalo 132 zaposlenih v podjetju in 199 agencijskih delavcev, torej več kot 330 ljudi. Razlog? V zadnjih mesecih beležijo manj naročil, kar je posledica občutnega padca na evropskem trgu. Zaradi znižanja naročil bodo tako predvidoma 26. aprila zaustavili polovično nočno izmeno. To tendenco smo opažali kar nekaj zadnjih mesecev, sled česar smo tudi uvedli določene organizacijske ukrepe, mislim tukaj na ustavitev proizvodnje konec leta in tudi v februarju, s čimer smo predvsem želeli podaljšati delovanje polovične nočne izmene. A stanje na trgu ni nič boljše, povpraševanje je še vedno bistveno nižje kot leto prej, kar jim ne omogoča ohranitve nočne izmene, pojasnjuje prvi mož podjetja. No, evropski trg, govorimo o celotnem, ker seveda situacija ni vezana samo na naša vozila, je upadel v prvih 2 mesecih za 9% cirka in pa v Franciji še nekaj več. Francosko tržišče je naše glavno tržišče, tu je prišlo do 18% padca trga. Na cesto bo šlo 331 ljudi, od tega 78 zaposlenih za določen in 54 za nedoločen čas. Prvič je prišlo do tega, da izkazujemo višek tudi zaposlenim za nedoločen čas, kar je izključno posledica dejstva, da smo v Revozu obratovali v 3 izmenah že od maja leta 2007 za zagonom Twinga in da po preteku 2-letnega obdobja za začasne pogodbe smo takoj prišli tudi v spremembo statusa za nedoločen čas, sled česar je prišlo do tega presežnega števila, vezanega na prehod na 2 izmeni, s tem, da moram povedati, da je to število že znižano, bistveno znižano, ker smo se dejansko zelo trudili iskati druge možnosti. To so delavci v proizvodnji, določene režijske delavce pa bomo ravno tako preusmerili v delo v proizvodnji. Tako da bo tudi tu število zmanjšano, vendar z internimi prerazporeditvami, ki jih bomo izvedli. Z ukinitvijo nočne izmene bo brez dela ostalo tudi 199 agencijskih delavcev, med njimi je večina tujcev. Do krajše prekinitve nočne izmene, ki so jo uvedli maja 2007, je prišlo le lanskega maja in sicer zaradi težav z oskrbo, ki so bile posledica naravne nesreče na Japonskem. Mi smo, ko smo ponovno zagnali polovično nočno izmeno septembra, že najavili, da bo leta, da jo bomo obdržali do konca leta. Za ukrepe, o katerih sem ravnokar spregovoril, pa bomo, upamo, jo obdržali do konca aprila, torej bistveno dlje. Na zmanjšanje števila zaposlenih so pripravljeni tudi v podjetjih povezanih z novomeškim avtomobilskim proizvajalcem. Pri nas vse to, kar je vezano na proizvodnjo v Revoz, bo imelo tudi temu primerno, bo imelo posledice. Vi pa veste, da TPV skrbi za to, da ni samo odvisen od enega kupca in to je tisto, kar nas tudi daje potem v drugačno pozicijo. V Novem mestu bomo enako deležni tega, se pravi proizvodnja v Novem mestu, naše poslovne enote okrog po Sloveniji in pa jasno tudi po svetu pa ne bojo potem na temu prizadete, ker so pa drugi potem kupci, ki pa imajo pa večja povpraševanja. Revoz bo v prihajajočem obdobju obratoval v 2 izmenah. Približno leto in pol bodo zdaj usmerjeni v zagon novega avtomobila, do takrat pa novega zaposlovanja ne predvidevajo. Seveda se bomo pa v tem obdobju potrudili tudi pridobiti potrebne pogoje, da bomo pridobili znova zaposlene, ki jih bomo takrat potrebovali. Nov projekt se odvija po načrtih. Začetek proizvodnje novega vozila, ki bo plod sodelovanja med zvezo Renault-Nissan in nemškim Daimlerjem, je tako predviden v začetku leta 2014. Mi predvidevamo takrat po vsej verjetnosti zaposliti znova polno izmeno. Seveda to v veliki meri je odvisno tudi od razmera splošnih ekonomskih razmer, razvoja teh razmer v bodoče. Takrat bomo tudi veliko investirali v ponovno izobraževanje vseh zaposlenih, ne samo novo zaposlenih. Na nov projekt se pripravljajo tudi v TPV-ju. Zelo intenzivno. Se pravi, TPV je eden od tistih dobaviteljev, ki je pravzaprav z Renaultem dosegel kar lep napredek. Mi smo že pridobili določene posle, pričakujemo pa, da nismo še končali in da bomo v teh 2 mesecih tam do maja še deležni kakšnega dodatnega dela.
Sicer pa se je v TPV-ju minuli teden mudil predsednik države Danilo Türk. Svoj obisk je napovedal že januarja, ko je predsedniku uprave in generalnemu direktorju te družbe izročil državno priznanje za poslovno odličnost. Tokrat se je podrobneje seznanil z delom v hčerinskih podjetjih TPV Arset in TPV Johnson Controls. TPV je eno od odličnih slovenskih podjetij, je izpostavil predsednik ob ogledu proizvodnje avtomobilskih sedežev, ki je, kot pravi, zelo kompleksna zadeva in je del tega velikega kompleksa avtomobilske proizvodnje, ki je danes globalizirana. Zahteva najvišje standarde, ki so mednarodno primerljivi in jaz čestitam podjetju TPV za dosežke, ki jih ima. V Novem mestu se industrijska tradicija, ki obstaja od ustanovitve IMV-ja, uspešno povezuje s sodobnimi, najnovejšimi in največjimi zahtevami industrijskega razvoja, meni Türk. Razumeti moramo, da je bodoči razvoj Slovenije, ki bo seveda vsestranski, v veliki meri postindustrijski, zahteval jedro industrijske proizvodnje. Industrijski razvoj ostaja v jedru našega razvoja, mora biti pa najbolj kakovosten in mora biti odličen. In tu imamo primer takega odličnega podjetja, ki mu jaz danes čestitam za dosežke. Predsednik si želi, da bi bilo v Sloveniji več podjetij, ki bi se lahko na svetovni ravni primerjala z najboljšimi. Rad bi tudi, da TPV še naprej širi svojo proizvodnjo in se pojavlja na tujih trgih. Zelo me veseli, da smo bili skupaj v Rusiji pred dobrim letom dni in da TPV ustanavlja podjetje v Samarski pokrajini, ki je del ruskega avtomobilskega razvoja. Ta pa je seveda nekaj, kar ima veliko prihodnost in pravi, da smo mi del tega. V skupini TPV je ta čas zaposlenih 1200 ljudi, v novomeškem TPV-ju pa približno 550. Kot pravi prvi mož podjetja Vladimir Gregor Bahč, so lani poslovali uspešno. Se pravi, smo kljub težkim pogojem gospodarjenja presegli prejšnje leto, tako da smo dosegli približno 54 milijonov evrov prometa v TPV DD, v skupini skupaj konsolidirano pa 86 milijonov evrov. Se pravi, pri vsem tem pa je ostalo tudi nekaj dobička, sicer dobiček je primerljiv s tem, kar se tudi dogaja, tako da je rahlo pod prejšnjim letom, je pa vseeno smo pozitivno poslovali tako kot DD, kot tudi skupina. V DD-ju smo približno tam 286 tisoč evrov tudi imeli čistega dobička. Načrti za letos so prav tako smeli. V letu 2012 ravno tako načrtujemo višjo proizvodno, se pravi približno 3% smo planirali in verjamem, da po vsem tem, kar danes tudi poznamo, bi lahko to tudi dosegli. Nedvomno bo zanje velika spodbuda prejeta najvišja državna nagrada za dosežke na področju kakovosti poslovanja. Predsednik države pa je v minulem tednu obiskal tudi občino Trebnje, kjer si je prvič ogledal proizvodnjo in razvojni oddelek v Trimu. Tam so mu predstavili pristope v zvezi z inovativnostjo in ustvarjalnostjo. Pokazali smo mu naše nove tehnologije za Kubis One in Kubiser in predstavili tudi nekatere novosti na področju razvoja, konkretne nove produkte. To je predvsem transparentni Kubiser, ki se bo uporabljal na področju novih visokih poslovnih stavb. Obisk je vsekakor je to izkazano zaupanje v gospodarstvo in mislim, da je v tem smislu obisk zelo pomemben, saj je povezovanje določenih subjektov v tej državi, se mi zdi posebej v teh časih, ki so zelo zahtevni, zelo pomembni in cenimo obisk predsednika danes v Trimu. Predsednik se je seznanil tudi z najnovejšim produktom Razvojnega inštituta. To je visokoizolativni panel, ki zagotavlja visoko udobje bivanja in veseli smo, da je vgrajen tudi v vrtec Trebnje. Tukaj smo pa že predstavili vse lastnosti in pa možnosti še nadaljnega razvoja, predvsem v smislu, da bo ta panel tudi prosojen in prozoren in zelo primeren za visoke stavbe, tako za novogradnje kot za obnovo obstoječih stavb, ki morajo postati energetsko bolj učinkovite in pa seveda biti tudi okolju prijazne, se pravi, da zagotavljamo tudi visok odstotek obnovljivosti. Predsednik meni, da je trebanjsko podjetje eno najuspešnejših. Ki je eno od tistih prodornih podjetij, ki povezuje raziskovalno delo, ustvarjalnost, tržno prodornost in tudi
oblikovanje. Zdi se mi, da je ta povezava med raziskovalnim delom, proizvodnjo in oblikovanjem izredno zanimiva in da bi jo morali v Sloveniji pri snovanju našega razvoja dati v samo središče industrijske strategije. Mi za naš razvoj potrebujemo industrijo in ta industrija mora znati povezati vse naše sposobnosti. Trimo je pokazal, kako se to naredi na nekem zelo pomembnem, zanimivem področju in ima seveda s tem zelo lepe mednarodne uspehe. In končno tukaj v tem novem vrtcu smo videli, kako eden od teh uspehov pomaga ljudem, kako so tu naredili zelo lep in koristen objekt, funkcionalen objekt za otroke, ki se očitno tukaj dobro počutijo, imajo možnost, da se igrajo, da se razvijajo v vrtcu, da imajo tudi prostor za igranje zunaj in to je vsekakor dobro za Trebnje, dobro za Slovenijo. Šentrupert je druga najprodornejša občina, takoj za Idrijo, ki je letos prejela Zlati kamen 2012 za najprodornejšo občino v Sloveniji. To nagrado so letos v sklopu projekta Zlati kamen na Brdu pri Kranju podelili prvič. Medijski partner projekta, ki povezuje, združuje in izpostavlja dobre prakse lokalnih skupnosti, je tudi naša medijska hiša. Šentrupert si je drugo mesto zaslužil zaradi izjemnega razvojnega preboja, katerega ozadje je kakovostna strategija. Mislim, da mi ni treba razlagati, da to je izjemen uspeh. Občina Šentrupert je mlada občina, pravzaprav delamo šele 5 let in bi me bilo kar strah, če bi mi slučajno dobili ta Zlati kamen. Tako pa moram reči, da je zame to totalna zmaga in da sem izredno ponosen tudi na svoj tim, s katerim smo v teh 5 letih uspeli pripričati svojim razmišljanjem in z našimi projekti to strokovno žirijo, da nas je uvrstila tako visoko. Najboljša oziroma najbolj prodorna občina po mnenju komisije, ki je v ozir vzela številne kriterije, je nekdaj rudarska, kasneje izrazito industrijska, danes pa postindustrijska občina Idrija, ki je tako prejemnica prve nagrade Zlati kamen v zgodovini tega projekta. Lahko sem ponosen, da smo tu, če smo sploh prvi. Jaz sem prej rekel, da je to eno breme. Ena zaveza, pač so te prepoznali, zdaj boš vsem na očeh, vse te bojo gledali, a si res tako dober, za kaj nisi in to, ampak jaz pravim tako, mi bomo delali naprej, tako smo si zastavili. Jaz vidim, da bojo težave, da stvar ni enostavna še, ampak na koncu bomo zmeraj šli kot zmagovalci. Tretje mesto med 6 finalisti, ki so vsi prejeli zlato plaketo Zlati kamen, je občina Šempeter-Vrtojba, ki leži na meji z Italijo. Ne vem, s čim smo si to zaslužili, niti natančno, gotovo, da je veliko kazalnikov, ki niso niti odvisni od samih županov in občinskih uprav, pač pa je to neka naravna ali pa zgodovinska danost, da je občina leži na nekem območju, ki je nekoliko bolj razvito. Tako da zadovoljen pa sem. Bilo je zelo težko, namreč odkrili smo, in to je dobra vest, odkrili smo veliko dobrih praks, tako da zagotovo bomo imeli tudi v prihodnje, bom rekel, težko delo, ko bomo izbirali. Med 12 najboljših občin, izmed katerih so nato izbrali 6 finalistov in zmagovalko, sta se uvrstili tudi občina Šmarješke Toplice in Krško. Za občino Krško je samo priznanje več, da dejansko gremo v pravo smer, da so naše usmeritve in naša politika, ki jo vodimo že kar nekaj let, usmerjena v pravo smer. To kaže tudi v preteklih letih oziroma v preteklim obdobju prijeto priznanje za zeleno občino, priznanje za najbolj učinkovito energetsko občino. Nagrada pa ni zgolj priznanje za opravljeno delo, ampak tudi motiv za naprej, biti še boljši, iti še dlje, si upati še več. Seveda se bomo trudili naprej, iskreno se bomo trudili in vkolikor bo to opaženo, vkolikor bojo naši projekti vredni nagrad, potem se bomo tega tudi veselili. Občina Krško bo zdaj pregledala, kje so tisti momenti oziroma kje so tisti kazalci, na katerih smo dobili slabše rezultate in v katero smer se moramo še popraviti in razvijati na boljše. To je naša želja. S to podelitvijo nagrade želimo spodbuditi interes občin za to, kaj delajo druge občine, za to, da se povezujejo na dobrih zgodbah, da se poenotijo na tem, kaj pomeni dobro upravljanje, dobro razvijanje občin in da se seveda trudijo narediti največ za svoje okolje. Namen projekta Zlati kamen je prav spodbujati razvoj dobrega upravljanja na ravni lokalne samouprave. Ključ tega projekta je vzpodbujati razvoj dobre prakse na področju razvoja občin. Verjamemo, da to lahko naredimo na pozitiven način, s tem, da prvič vzpostavimo
primerjavo, objektivno primerjavo med občinami, to smo naredili z informacijskim sistemom ISO, Zlati kamen, in pa hkrati tudi pogledamo ozadje, kaj dela te občine dobre. To delamo z prepoznavanjem dobrih praks in pa z njihovim predstavljanjem. Zato, da bi jih predstavili ostalim, da bi jih promovirali, da bi po eni strani druge občinske uprave dobile ideje in navdih, seveda pa tudi zato, da bi občani sami znali bolje ocenjevati delo svojih občin, delo svojih občinskih uprav in delo svojih županov. Vsakdo tako lahko na spletnem portalu spremlja razvoj svoje občine in kje se ta nahaja v primerjavi z drugimi občinami. V ocenjevanje so torej zajete vse občine, z izjemo Mirne, za katero letos podatkov še ni bilo, pomembni pa so različni kriteriji. Glavni kriterij bom težko izluščila samo enega, veliko jih je. Mogoče, da če se predstavim v vlogo navadnega državljana in skušam sama sebi odgovoriti na vprašanje, v kateri občini bi želela živeti. No in ko si odgovorim na to vprašanje, dobim tudi glavne kriterije, pravzaprav zlatega kamna, po katerih presojamo, katera je najboljša razvojno orientirana občina. Ključni kazalniki so mehke narave, to pomeni strategija in njeno življenje v praksi. Po drugi strani seveda smo pa oblikovali sestavljeni indeks, kjer je noter vključenih 32 različnih kazalnikov z 8 področji, od demografije preko razvoja gospodarstva pa do kazalnikov življenjskega standarda, socialne povezanosti in podobno. V občinah, vsaj naši sogovorniki, so projektu naklonjeni. Projekt je zelo v redu, je dobro zastavljen in na dolgi rok jaz mislim, da bo dal zelo dobre rezultate, kajti kot smo danes videli, se iz občinskih, iz lokalnega nivoja tudi podajo dobre prakse in so dober zgled, kar pomeni, da lahko vsi temu sledimo seveda postopoma in na dolgi rok jaz verjamem, da projekt bo imel zelo, zelo dobre sadove. Dogajanje okrog Zlatega kamna se mi zdi, da so pomembna kot neka zdrava konkurenca med občinami, tudi kot neka izmenjava dobrih praks. Ne samo na tem dogodku, verjetno bomo ti, ki smo tukaj, kaj več vedeli tudi kasneje o stvareh, ki jih občine delajo. Zakaj bi pravzaprav sami nekaj novega ugotavljali ali pa gruntali, če je to že nekdo ima v praksi. Zlati kamen je izjemen projekt in vsi župani se strinjamo, da je za nas zelo pomemben, predvsem zaradi izmenjave teh izkušenj, da pravzaprav vidimo en pri drugemu, kako se lotevamo teh projektov, se nenazadnje tudi povezujemo, marsikakšen kontakt je danes nastal. Mislim, da je to eden izmed boljših tekmovanj ali pa pregled, kako občine v Sloveniji delajo, zato ker so v tem pregledu vse občine, vseh 211 in ni odvisno samo od tega, kdo se prijavi, ampak dejansko se pregledajo vsi kazalniki vseh 211 občin in to dejansko kaže, kdo je pa res uspešen in kdo je naj v Sloveniji. Opažamo že prve vplive, občine so se začele med sabo primerjati in tiste, ki so seveda na vrhu, so lahko ta hip sicer vesele, tiste, ki so malo stran od vrha, seveda so pa začele tudi bolj pospešeno delati in razmišljati o razvojnih projektih in to je bil tudi cilj. Celoten sistem za spremljanje občin, se pravi za spremljanje občin preko različnih kazalnikov bomo na vsak način še močno nadgrajevali. Vendar ne le to, predvsem bi želeli, da ta projekt pride močneje v javnost, ker ponavljam, ni namenjen samo županom, ni namenjen samo občinskim upravam, namenjen je morda celo v prvi vrsti občanom. Slovesno podelitev nagrade Zlati kamen, nagrade za najprodornejšo občino, je spremljala konferenca, ki je predstavila 3 dobre prakse slovenskih občin, med njimi tudi občine Šentrupert in njene usmerjenosti v izkoriščanje domačih možnosti, predvsem lesa. Veliko zanimanja je namreč ne zgolj v Sloveniji, ampak tudi širše, poževniho v celoti lesen vrtec. Mi smo vrtec potrebovali, nismo pač neki delali, ker ne bi rabili. Odločili pa smo se, da ga bomo naredili kar najbolj logično ob uporabi naših lokalnih pač naravnih virov, to je les, da bo to nizkoenergijski in da bo temu zadevno pač vzorčni primer. To nam je uspelo, dejansko je postal en tak res dober primer
dobre prakse, ki ga mnogi hodijo gledati. Velikost občine pri dobrih idejah ni pomembna, treba je le izkoristiti naravne danosti in si drzniti ugrizniti tudi v še tako kislo jabolko. Jaz mislim, da vsak župan bi moral gledati, da v tistem danem momentu, ko ima potrebo po neki gradnji ali pa po izpeljavi nekega projekta, da ga izpelje maksimalno kvalitetno, maksimalno ob podpori sodobne tehnologije, upoštevanju varovanju okolja in tako naprej. Vse to kar poslušamo, treba si upati. Konferenco je spremljala tudi okrogla miza, ki je dala odgovore na to, kakšna je vloga medijev pri spodbujanju lokalnega razvoja. Tako udeleženci mize, med katerimi je bila tudi direktorica in odgovorna urednica televizije Vaš kanal Irena Vide, kot naši sogovorniki se strinjajo, da je ta velika. Mediji lahko ogromno pripomorejo k temu, da dobre ideje pridejo do ljudi in da nekako pokažejo, da se lahko v Sloveniji dogajajo tudi dobre stvari in ne samo tisto negativno. Vloga medijev pri razvoju lokalne samouprave se mi zdi izjemno pomembna, predvsem na tej stopnji razvoja, ko bodo občine dejansko morale več razmišljati in pa seveda tudi delati v smislu povezovanja in sodelovanja, ker dejansko so občine za nekatere projekte premajhne, hkrati jim pa predstavlja te projekte, ki so po drugih občinah v Sloveniji uspešne in jim daje modele, po katerih bi lahko tudi bile one uspešne. Imajo izjemen vpliv. Vsaj veste, če te danes ni v medijih, te praktično ni in ljudje res ne vedo, kaj se dogaja, dokler tega ne zagledajo v medijih. In seveda, če mediji skušajo objektivno poročati, seveda o tako dobrih, kot tudi malo manj dobrih praksah, se zavedam, da je treba oboje spregovoriti, potem vemo, kaj se dogaja. Če govorimo samo o slabih praksah, potem dejansko spodbujamo slabe prakse, to je dejstvo. Kot je tudi dejstvo, da bodo mediji, med njimi tudi naša televizija, še naprej opozarjali tako na dobre kot slabe prakse. Projekt Zlati kamen pa bo še naprej iskal dobre zgodbe v domačih občinah, s časoma pa se bo ozrl tudi prek meja. Načrti so zelo ambiciozni, naj samo povem, da seveda presegajo tudi meje Slovenije in da skušamo na nekak projekt ustoličiti tudi na ravni vsaj ta hip Evrope. Načrtov in razvojnih možnosti tako projekta kot občin, kot je bilo na konferenci in slovesnosti večkrat slišati, pa ne bo moč uresničiti brez sodelovanja in povezovanja. Tudi občina začne pravzaprav postajati zrela takrat, ko sebe več ne vidi kot cilj, ampak predvsem kot sredstvo. Ko potem, ko se je naužila tega lastnega jaza, ko je vzpostavila svojo oblast, svoje akte, ko se je nekako naučila živeti tudi sama sabo, vzpostavila svoje simbole in podobno, začne misliti korak naprej. Tudi na druge, tudi na skupnost, kot našo širšo domovino. Naša družba je v celoti bolna in ne more vstati iz postelje, še izpostavlja Cerar. Zato bo ta izhod iz krize in gospodarski napredek tako Slovenije kot celega sveta ključna odprava nepravičnosti. O tem, da ima nekaj odlagališč, med njimi tudi Globoko in Leskovec, odločbo o zaprtju smo že poročali. Marec pa je po navedbah ministra za kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča ključen za nadaljnjo prihodnost slovenskih odlagališč, saj nameravajo uvesti precej sprememb. Med drugim naj bi spremenili strategije, ki so bile doslej pomanjkljive oziroma jih po mnenju Bogoviča sploh ni bilo. Skupaj ugotavljamo z odgovornimi na tem področju, da ni pravega koncepta, na osnovi katerega bi imeli dolgoročno rešeno to področje, zato je mesec marec, mesec, v katerem bomo do dobra pregledali, že s partnerji uskladili tudi nove poglede na to zadevo in naša usmeritev gre v to smer, da bi poizkušali na vseh lokacijah, za katere je možno do leta 2015 še odlagati, zagotoviti, da bo ta odlagalni prostor tudi izkoriščen pa na zakonit način, se pravi, da bo predobdelava odpadkov narejena na teh lokacijah in da bo odloženo resnično tisto ostanek odpadka. Na to temo bodo potekali pogovori tako s Komunalno zbornico Slovenije kot z drugimi udeleženci v teh postopkih, dodaja. Verjamem, da bo ta koncept sprejet in da bo to tudi osnova za to, da se dokončno opredelimo, ali bomo vse zastavljene, tudi že odobrene projekte za črpanje evropskih sredstev speljali v takšni obliki, kot so sprejeti, ali pa naredili določene modifikacije. Tako da v tem delu pričakujem tudi določene spremembe na projektu CEROT 2 Novo mesto, ampak o tem se moramo dogovoriti še z vsemi akterji v tem delu, bo pa to narejeno v tem mesecu. Na ministrstvu se bodo sicer držali datumov, ki so vezani tudi na direktive Evropske skupnosti.
In moram reči, da sem se dobro pozanimal in da so tudi kolegi, ki so na tem področju delovali, ocenjevali, da so se nekatere lokalne skupnosti regije premalo odgovorno lotile reševanja tega problema. Se pravi, da je realen problem, da se to sortiranje in ločevanje odpadkov ne odvija in zaradi tega je nezakonito takšno odlaganje. Mi nezakonitega odlaganja tudi sedaj ne mislimo omogočiti, ampak se želimo z posameznimi akterji dogovoriti, da čim prej naredijo to, kar je potrebno postoriti. Bo, ne vem, mogoče še kakšna deponija, kakšen mesec ali nekaj mesecev zaprta, ko bo izpolnjevala te pogoje, da bo dovolj ločeno zbranih odpadkov, presortiranih, primernih za odlaganje, nameravamo te lokacije sprostiti. Zdi se nam povsem nesmiselno, to govorim v svojem osebnem imenu in tudi kolegi na ministrstvu so mi pritrdili, da bi ta odlagalni prostor, ki je na razpolago, pustili neizkoriščen, na drugi strani pa sedaj na hitro zapolnjevali zelo težko pridobljene in dolgoročno pravilno izpeljane projekte odlagališč, ki so v Sloveniji. Ministrstvo pa želi urediti tudi centre za gospodarno ravnanje z ločeno zbranimi odpadki. Na ta način ustvarili ločene delovna mesta, ki bodo disperzirana po Sloveniji, hkrati pa tudi v embalažni verigi, v kateri mislim, da je prišlo v preteklosti do celo vrsta nepravilnosti, enkrat naredili red in da bo iz teh razlogov tudi na koncu lahko ta usluga za državljana občana cenejša, kot je danes. Ne pa, da bi bil sistem, tako kot je sestavljen danes, razlog za to, da bomo prihodnje bistveno močneje obremenjevali občane in to se bomo potrudili, da se to ne bo zgodilo. Koncept bo narejen do konca meseca, spremembe pa bodo uvedli do konca leta, še obljublja Bogovič. Naj sicer spomnimo. Okoljski inšpektorat je upravljavcema odlagališč Globoko in Leskovec izdal odločbi o njunem zaprtju, ker ne obratujeta skladno s predpisi. Trebanjsko deponijo bodo tako zaprli 13. aprila, Novomeško 10 dni pozneje. Tako Komunala Trebnje kot Cerot Novo mesto pa sta na Agencijo Republike Slovenije za okolje že vložila novo zahtevo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališč, a tokrat po novi vladni uredbi o odlaganju odpadkov, ki je od zdajšnje ohlapnejša. S tem smo prišli do konca tokratne oddaje. Z novimi gospodarskimi vsebinami se vrnemo prihodnji torek. Ogledate pa se jih lahko tudi na naši spletni strani vaskanal.com. Do prihodnjič le še lep pozdrav!